Dober dan oziroma dober večer, lep pozdrav. Lepo ste napolnili tole dvoranco, zelo lepo. Danes se vam bo predstavila torej mladinska gledališka skupina Kuda Kamot, a sem prav povedala? Sem? Ki je sicer na tem, da začne delati novo predstavo, ampak da bi se še malo izurili v gledaliških veščinah, kot so gib, smišljevanje prostora, domišljija, pripovedovanje zgodbe in tako naprej. Smo zdaj 2 oziroma skoraj 3 mesece skupaj vsako soboto popoldne s pomočjo gledališke improvizacije spoznavali te veščine. Se pravi, šli so se gledališče malo drugače in verjetno vam je večini v publiki danes znano, kaj je to improvizacija. A je kdo ne najbolj ziher? Če je komu improvizacija zelo tuja, ne zaploska? Ok, hvala za iskrenost. Torej, tiste, ki mogoče še niste bili nikoli na kakšnem impro gledališču, improvizacija v gledališču pomeni, da nismo pripravljeni, vsaj ne v tem smislu, da bi imeli rekvizite, torej jih nimamo, nimamo teksta, ne vemo točno, kaj boste danes videli, tako kot tudi vi ne. Imamo pa pripravljeno samo v bistvu neko formo, odigrali bomo nekaj krajših improvizacijskih disciplin, tako se reče nekim prizorčkom, ki imajo neka navodila, strukturo, kako približno izgledajo, kaj je nekako poanta, kaj naj se zgodi, ampak vsebina se pa odvija popolnoma spontano, se pravi, če bi hoteli to predstavo ponoviti, ne bi bila nikoli enaka, kajti vi kot publika ste najpomembnejši del te predstave, vi boste dajali predloge. Vi boste določili našim nastopajočim, kakšno čustvo imajo, kje se stvar dogaja, v kakšnem odnosu so med sabo in tako naprej. Tako da se mi zdi pomembno zato malo ogreti tudi vas. Pa dajmo se ogreti za začetek mogoče za eno tako mentalno oziroma motorično igrico. Če date, tega zdaj nikoli malo ne znam. Mark, pomagi mi. To mora biti. Pa... Ne. Pištolce? Pištolce. To, to. Ok, dajmo naredimo pištolce. Ne, vsem sem se zmedla zdaj, mene ta igrca čisto sezuje. Pištolce pa skriješ, se pravi, ta kazalec, ne, pa na drugi roki skriješ palec. Ok, pištolce, se pravi, na eni roki skrijemo palec, na drugi pa kazalec. Ja. In zdaj probamo sočasno narediti kontra. Se pravi, da na tej roki damo palec gor in na tej ga skrijemo, damo prst naprej. In to zdaj probamo ful hiter, tište zdaj. No, pač to, ja, ok. Ok, tako ste si malo mogoče, da vidite, to je težko, ne, tudi improvizirati je včasih to težko. Ok, da še malo gremo vašo domišljijo, naj se kdorkoli želi, zadere en prostor. Kuhna. Kuhna, hvala lepa, še kakšen prostor izven hiše. Hlev. Izven šotora in narave. Super. Ok, zdaj pa rabim kakšno čustvo. Veselje. Še kakšno čustvo? Jeza. Dobar. Dajte mi kakšen odnos med dvema človekoma. Kako? Brat pa sestra. Brat pa sestra. Kaj še? Ljubimca. Ljubimca, absolutno. Mati pa brat. Ok, to so ti kompleksni posredni odnosi. Skratka, to se bomo danes šli. Zdaj pa sam še tale zadnja, ne. Oni so se trudili, hodili so na vaje, vse bojo dali od sebe. In ne glede na to, ne, koliko mogoče se vam bo zdaj briljantno, se spomnite, to je improvizirano, ne, in to je noro dobro. Tako da dajmo mi povaditi aplavz. Vsakič preden bojo začeli eno disciplino in ko bojo končali, ste vabljeni, da jih pospremite z aplavzom. Tako da jaz bom imela roko, vi ploskate in više, ko gre moja roka, močnejši aplavz, če gre nižje, je pač nižji. Tako da začnemo z nekim povprečnim aplavzom. To je zdaj kak se možljiv aplavz. Hvala lepa. Torej bomo po moje kar začeli. Marka, te lahko prosim za... bom se znašla. Mam.
Mogoče bi bilo komu zanimivo, no, ali pa smiselno, malo sem pozabila se predstaviti, jaz sem Mira Petek, improvizatorka iz Ljubljane. Ja! Pa to ne govorim kot kao, wow, jaz sem zdaj ful boljša, ampak jaz sem ful pogumna, ker sem se pripeljala vsakič sem in to brez GPS-a. In sem drugače tudi del kot... Včasih se nalezem in pol, ko prijem nazaj v Ljubljano, rečem gun. Tako da mislim, da sem se kar asimilirala z tamalimi. Jaz sem del drugače kolektiva Vaška scena, ki smo imamo tukaj vsak mesec improvizirano predstavo in pač vmes smo si zaželeli, da bi ta podmladek v Kutkamotu, tudi mlajše, da bi pač prenesli veščine improvizacije tudi na njih. Tako temu je služilo tudi vse skupaj. Evo, pa bomo kar začeli in sicer bojo za začetek odigrali disciplino, ki se reče TV Dnevnik. To so v bistvu poročila, kakršnih ste morda vajeni, ampak obenem bojo takšna, kakršnih niste vajeni. Igrala bo 5 ljudi, bom samo prebrala, da vi se pa razvrste gor, no, pač kakor se zmenite sami. Se pravi, vse veste, kjer ste, ne? Ana, Vane, Đulfin, tako. Tukaj spredaj imamo 2 voditeljici. Tukaj le malo zadaj, predstavljajte si, da je tole ekran, da je poseben zaslonček na vašem TV ekranu, je poročevalec terena, ki bo naredil tudi kakšen intervju o glavni novici dneva. In tukaj na posebnem ekranu imamo pa, kaj boš, vremenarka ali vremenarka, okej. Se pravi, da bo TV Dnevnik malo bolj zanimiv, bomo vsem podali neke hibe oziroma lastnosti, samo za primer, lahko se, ne vem, boji kamere. Lahko misli, da je miš, ima ful repa, ko govori, take stvari. Tako da dajmo za začetek nekaj, kar mečko pa naprej dostopte. Dajmo nekaj določiti naši vremenarki. Da kukar pač poroča, da pleše. Tebi se pleše medtem, ko pač predstavljaš vreme. Pa kar tlec spredi stoj, veš, da te bojo dobro videti. Dajmo neko hibo določiti zdaj našemu poročevalcu z terena. Mežika. Mežika, okej. Mogoče še kaj bolj opaznega. Jecla. A si ti to že imel? Ne? Okej. Ne more uporabljati rok. On bo kar je clov. Ampak prišparite, gospod, fantastičen predlog za morda Elo. Kaj se vam zdi, da je morda Elina posebnost? Da plete kitke. Da si plete kitke, kaj še? Kaj smo še imeli? Lahko je tudi kakšna malo bolj karakterna. Ti imaš umrtvičen jezik, ampak vsem se ful trudiš govoriti, prav? Kaj pa je z glavno voditeljico? Dajmo še kaj karakternega. Včasih je kakšna misel ide, ki ni najbolj primerna. A bi šlo? Mislim, da na glas poveš nekaj, kar drugače ne bi hotela na glas povedati. Mislim, nisi taka v resnici. Ne, da no kdo mislil. Kaj greste ven, to vse poznate, prav? Okej, na kratko ponovimo. Se pravi, vremenarka poplesuje, je clja, ima umrtvičen jezik in ona ji uhajajo iskrene misli. Zdaj pa rabimo še eno glavno novico dneva. Naj bo to nekaj nepovezanega z njihovimi hibami, nekaj povsem eksotičnega, kar pač si želite nekoč prebrati v časopisu. Naprimer, ne vem, Prešernov spomenik so iz Ljubljane premaknili v zasip. Ali pa kaj tazga. Najdel so konc Mavrice. Kaj? Najdel so konc Mavrice. Najdli so konec Mavrice. Meni se zdi to čudovita novica, v kateri si vsi želimo pogledati TV Dnevnik, pa kar en aplavz. Dober dan, gospe in gospodje, v TV Dnevniku moje sobe. Moja prijateljica vam hoče povedati, da se Mavrica končuje, ko so se zlagala moji mami. Hva. Ja. Ugotovili so jo leta
2019 Na kontu Antarktike. Ja, bilo je zelo vzklično, ko so slišali, da se bo končala Mavrica. No, zdaj pa gremo pa tajatele. No, tukaj smo pri naši najditeljici. No, kako vam je ime? Najditeljica? Špela. No, Špela, povejte, kaj v tej Mavrici? Kako izgleda konec? Najprej je lepa črta, potem pa zaklad. Ja, kaj pa je v tem zakladu? Eno kladivo, pa en kovanček, pa ena kapa. Ali je to kladivo Torovo ali kaj? Se povezuje z kakšno stvarjo? Tega pa zdaj še nismo izvedeli. Ne. Koliko pa stane to, vse skupaj? Cel zaklad stane le 1 evro plus 2000 evrov. Lepo. No, torej tukaj, na katerem predelu Antarktike ste ga pa našli? Na najbolj vročem delu Antarktike. Čem? No, pa tu koktejler. Kaj popite ga? Oka! No, zdaj pa pojdimo nazaj Knapma! Okej. Zdaj bomo govorili tudi o dogodku, ko sem ropala. Ne. Lamoka. BMAke. Dan sem vam povedala vreme v celi Sloveniji. Na Bledu je Mavrica. Na Antarktiki je konec Mavrice. V Mariboru je sonce. V Ljubljani je dež. Na Kolpi je sonce. V Zasipu je sonce. V Ptuju je dež. In v Celju je Mavrica. To bo vse danes za vreme. Okej. No, tako. Zdaj pa se midve Poslavljava od vas in Adijo. adijo. Ja, priznam, tega se pa nismo učili. Okay, hvala lepa. Zdaj bomo nadaljevali z disciplino, ki se ji reče kvadrat. Se pravi, Dijan, Lejla, Uršula in Ela se poljubno postavijo v oglišča kvadrata, tako da da imamo spredaj dve osebi. Te dve osebi, ki sta spredaj, te dve igrata, to zgodbo trenutno spremljamo. Ko bom jaz rekla levo ali desno, se pravi recimo levo, to je tja. Levo, se premaknejo in opazujemo novo zgodbo, ki se odvija med njima. Spet levo, ne ste toliko zadaj, da boste lahko hitrej naprej. Potem opazujemo med njima in ko še enkrat rečem levo, imamo še četrto zgodbo, povsem drug odnos. In ko pridejo spet naprej, ko ista kombinacija ljudi pride naprej, spremljamo to zgodbo, ki smo jo že prej, ampak se je morda v tem času nekaj vmes že zgodilo. Ne? Pa dajmo njima določiti en predmet, neko stvar, ki bo navdih za njuno zgodbo. Čarobna palčka. Kako zglajeno, ok, vajen predmet je čarobna palčka. Levo. Žoga.
Zdaj bomo pa določili eno čustvo, ki bo prevladovalo v njuni zgodbi. Veselje. Jeza. Še kakšno, ki ni tako ekstremno... Presenečenje. Presenečenje! Ok, to je vajno prevladujoče čustvo. Levo. Dajmo njima določiti en odnos. Brat pa sestra. Ne. Še kaj drugega? Brat pa punca. Ok, brat in sestra, torej, hvala lepa, levo. Njima pa določimo en prostor. Smetišče. Luna. Kaj bi smetišče, luno ali na kmetiji? Na kmetiji. Kmetija na luni. Kmetija na luni, hvala lepa. Ok, gremo samo ponoviti. Vi dve imata Čarobna palčka. čarobna palčka, levo, Presenečenje. levo. Brat pa sestra. Ja, tipično, no, že zdaj vidimo. Kmetija na luni. Kmetija na luni, ok. Levo in spodbuden aplavz za začetek. Dober dan, gospa, jaz pa prodajam čarobne palčke. Ja, A boste vzeli? ja, sam ne vem, koliko stanejo. Ja, vam bom povedala, počakajte. Koliko pa imate denarja? Aha, ja, stane 10 evrov, a ne? Levo, A se mi te poznam? Ne sem! A ti sejam o čarobnih palčkah. Ja, veš, jaz jih prodajam. Koliko imaš pa denarja? levo, Zakaj smetiš doma? Iz šole sem prišla, a ne sem izmela. A nimaš ti do 3 šola? Jaz sem tukaj že 2 ure. Ja, no. In kje imaš pa nalogo? levo, En peva v raketo pa na luno, kakor je kmetija bar. In kako lahko krave pa pujsi preživijo na luni? Neč vzema hrano, samo pa jih nahranijo. malo glasneje. Pa mi ti poveš, kaj ne naredila. Ustaneva na zemlji, greva na luno, ki naredimo kmetijo. Okej. Levo, Ja, pa je pa vaša. Ampak a veš, kva vam povem? Da tako, če jo zlomte, ne dela več. Ja bom pa novo kupila. Ja, dobro. Pa zaslužite do takrat. Naj, izvolite. Pa če imate kakšne sorodnike, jim tudi priporočam vse starosti. Tukaj je do 150 pa do nič. A lahko samo nekaj vprašam? Ja, kar vprašajte. A mi lahko pokažete, kaj ta palčka naredi? Ja. Ja. Ja, no. levo, Ja, no, tista čarobna palčka, kakor je tisti čarovnik začaral enega... Ne, a ni bila to koruza? Koruza? Nekaj je bilo. A sem, koruzi. Ja, to je bilo. A se spomniš? Ja, in pa je bila tako koruza? 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 Ja. In tako je bila koruza, pa smo mu ja, koruzi. To je bilo res dobro. Pa smo se pa tako mogli zmisliti o tem pozdrav, ne, tako je bilo. levo, A ste imeli kaj naloge? Jaz ne hodim več v šolo. Ja, čudem sem se. No in kaj se je zgodilo mojemu kolesu? Ne vem. Resno. Obe gumi sta počena in kitna je polomljena. In ti si zadnje 2 ure bila doma. levo, Ja. No, kje boš pa dobil denar za krave pa to? Saj glih to, jaz nimam denarja.
pa ne moramo zgraditi. Lahko pa dobiva drevo, zareževa ga, vzameva les, narediva hišo, nabava krave, kmetija. Ja, ampak jaz ti pravim, kje boš dobil denar za krave. Desno! Zdaj gremo zadnji krog, naj se zgodbe zaključijo. Lej, mlajši bratec je uničil kolo, ker sem mu rekla, pač, da ne sme uporabljati kolesa, ne, on je pa star, ja, tak, 3 leta. In on je šel na tvoj kolo in začel je gristi stok in Desno! Ja, no, čakaj, pa bom še naprej. Daj za to. Kaj je s tabo narobe? Desno! Ja, no, zdaj mi pa, veste, doma sem probala tole palčko, nič taga ni. Kar sem bila. Ja, no, ampak denarje pa moj. Ne vračamo denarja, to me zunaj napis. Tako sem jaz kot tilka. Desno? Ja. Okej, zdaj sem dobila denar, ker sem prodajala kar imava na vrtu. In zato, tukaj imaš... Kaj smo doma vrt? Samo Če imamo bajke. hiše, kako imamo lahko vrt? Ja, mi to imala bajto. Kakšna bajta? Živiva na polju, brez hiše, ali vrt. Kaj si ti zdaj prodajala? In zato, aki na polju sem prodajala. Pač, koruzo sem vzela, pa sem jo pa šla prodajati. Ti spet si dobila koruzo? Je na polu! Levo in vidi, zaključite. Ja. In briga me za te palčke. Ne bom povedala predlog. Ja. In tako sem prijavila, da ste na tujmu posesli. Na tuji zemlji. Ja, ko pa veste, Ker je ta zemlja točen meni pripada. drugač, Kdo vam je rekel, da ste lahko na moji zemlji? ja, policija mi je rekla, ker je moj antipolicist mi je rekel, da lahko sem na tvoji zemlji. Ja. Ne morete tega govoriti, ker je ta zemlja meni pripada. Meni pripada. Ne bo. Če bo pa... Ja, ampak jaz sem plačala za to. A se gre za? Jaz sem plačala. Ja, ampak jaz nimam denarja, kje je moj denar? Ja. Dali ste ga meni, če ste kupili palčko, lej, vaš problem je. Ja, ampak to je bilo 5 evrov. In tako naprej. Ja, ti medsosedski spori žal znajo kar trajati, ne, pa smo vseeno rekli, da ne bomo celovečerni. Evo, sledi pa disciplina, ki se reče eksotični šport. Se pravi, zadaj boste trije, sami se zmenite, Hana, Nace, Ela, Pina in Vijan. Imamo spet eno TV oddajo, v kateri imamo voditeljico ali voditelja in nekega trenerja za nek eksotični šport, za katerega prvič slišimo in ga bomo danes tudi prvič spoznali. A jaz ne povedujem, a ne? Ja. Kdo izme... Koga še nisem... A niste se vas rekla 5? Ela, kje pa si? Ja, jaz sem že... A ja, ti si že bolj... A pa eden od vas naprej. Ja, tako, smo se malo zmenili. Ajde, Han, pojdi. Okej. Tukaj imamo torej TV voditeljico, ki bo zastavljala vprašanja in tole je naša ekspertka, trenerka nekega posebnega eksotičnega športa. Fanta zadaj bosta vsem stopila mečka naprej in tukaj imamo na posebnem ekranu počasni posnetek tega športa, ampak res počasni. Okay? Dajmo določiti zdaj še ta eksotični šport, pa ne bo to nekaj, kar res ne obstaja, nekaj, kar pač sanjate pol po noči, tako. Plavanje po oblakih. Recimo, plavanje po oblakih, še kakšen predlog? Hitrostno obiranje hrušk. Hitrostno obiranje hrušk. Deskanje po čokoladi, ok, a se ti kaj od tega drugega posebej dopade?
Deskanje po čokoladi, normalno se že pač, nekaj časa poznamo. Evo, izvolite lepo, spodbudni aplavz in deskanje po čokoladi. Dobrodošli, dame in gospodje, v šovu Deskanje po čokoladi ter kofetkanje s Pinošiler. Tukaj imam posebno gostjo po imenu Aleksandra, ki je ekspert za deskanje po čokoladi. Dobar dan. Aleksandra, kako ste prišli do tega športa? Zato, ker smo odkrili vulkan, ki je poln čokolade. In kako to sploh deluje? To navadno kot deskanje, samo da je pa čokolada. Aha, in ali je ta šport tudi kaj nevaren? Drugače ne, ampak v bistvu pa ja. Aha, hvala za to zelo ekstremno razlago. In ali so se ti tekmovalci tudi kaj pripravljali? V bistvu je ta šport tak, da se nič ne pripravljaš, ampak samo greš. Samo greš, aha, okej. In ali... Naj opiše posnetek. In tukaj vidimo, da se fant v zeleni majici in zelo čudno obnaša. In ta v črni majici zgleda, da je tudi zelo izkušen, kaj ne? No, v bistvu, glede na to, da to delajo prvič, ampak nekateri se pa vpišejo, tudi če so to že delali, in enim gre, recimo temu v zeleni majici, gre super, temu v črni, pa se je že velikokrat prijavil in nikoli ne zmaga. In ravno kar padel. Ali so tekmovalci kdaj tudi depresivni, kot vidimo tega, ki meče stvari, predvidevam? Ja, včasih so depresivni, ampak ni naš problem. Ali tekmovalci morajo imeti za to tudi kakšno posebno opremo? Če jo hočejo imeti, jo imajo, ampak ker je to nevaren šport, rabiš samo eno desko. Ali potem deskajo, ali je deska čokolada, ali je v bistvu ta snov, ki na njej deskajo čokolada? Ja, ta snov je čokolada, ampak včasih smo poskušali tudi deske imeti čokoladne, ampak so potem tekmovalci namesto, da bi deskali na njih, jedli deske. Aha, okej. Še zadnje vprašanje. Kaj? Še zadnje vprašanje. Ali ste tudi vi ta šport kdaj trenirali? O ne, ta šport je pa čisto prenevaren. Aha, okej. Hvala, da ste spremljali našo oddajo deskanje na čokoladi in kofetkanje s Pino. Hvala! Takole, zdaj pa pantomima. Se pravi, Lejla, Vane, Julie. Okay. Tle vam bom jaz pomagala, da se bo to številčno malo šlo, ampak ne bom tako na začetku, bom jaz pantomiki vmes, ali pa na koncu mogoče. Prav. Ok, pantomima zgleda tako, v bistvu je to pantomima telefončki. Trije bomo šli ven, tjale nekam ob stran, nekdo nas bo čuval, zato da bo poskrbel, da mi res nič ne slišimo, kaj se vi tle noter pogovarjate. In enemu izmed vas, ki bo pa ostal na odru, boste potem določili, Marka, te lahko, prosim, da boš to prevzel, ker sem šele zdaj pomislila, da mene ne bo not. Boste pobrali en prostor, ki ga mora pokazati, en poklic in pa eno morilsko orodje. Morilsko orodje ne mislimo nekaj zares, kar ubija, ampak nek banalen predmet, s katerim ubija svojega igralca, lahko je po nesreči seveda. Lahko je to zobna ščetka, lahko je to solata, skratka banana, nekaj takega.
Ne, te tri stvari ne bojo povezane med sabo, ne? Se pravi, prostor, poklic in ta predmet ne bojo nekaj čim bolj različnega. Naša naloga pa je, da ko bo prvi pokazal enemu, ki bo prišel gor na oder, ko se nam zdi, da smo dojeli, kaj nam kaže, pokažemo takole s prstom, aha, v redu, gremo na naslednjo stvar in potem prek telefončkov pokažemo drug drugmu in čisto na koncu vam bomo povedali, kaj mislimo, da je bilo. In mi si bomo sicer želeli povedati to, kar je v resnici bilo, ampak najbrž ne bo tako. To, ok, kateri bi začel? Publika, izberite, kdo vam zgleda kot nekdo, ki Vane je nekako najglasnejše kričeče ime, ti boš prvi. Tebi bojo določili, tvoja prednost je ta, da lahko čist po svoje pokažeš, mi pa se bomo tudi trudili potem na svoj način. Tako da, Metris, gremo zdaj ven, kdo se javi, da bo naš čuvaj? Pridi. Kamara. Ti boš potem nas enega pa po enega prišla poklica, da gremo lahko noč. Jaz vem, kaj bi... Še počakamo, da zapustijo prostor. Ok, in zapremo vrata. Dobro, zdaj pa določimo Vanetu en prostor, da ga bo najprej pokazal. Bejzbol. Bejzbol kot prostor, super. Zdaj še ima bejzbol igrišče kot prostor, super, ja. En poklic, ki ga bo pokazal naslednjega. Gladiator. Gladiator kot poklic, ja. Kako? Astronaut, ne, super. In pa še tretja stvar, eno morilsko orožje, ki... Banana, kaj si ti rekel? Projektor kot morilsko orožje. Ok, meni je všeč projektor. Si zdaj poznaš, boš ponovil? Čak, Prostor je bejzbolsko igrišče. Astronaut pa, kaže, projektor. Projektor, ja. Ok, vemo, se pravi, bejzbolsko igrišče, astronaut in projektor. Projektor kot morilsko orožje, s katerim pač moraš ubiti zadnjega nastopajočega. Zdaj bomo pa vsi skupaj poklicali, se pravi, prvim. Se bomo zadrali in bo verjetno prvi prišel. Ok, gremo na 3-4. 3-4! In ko pride na oder, dajte mu en velik aplavz za začetek. Čak, to je bil prostor. Ja. Poklic. Morilsko orožje. Ok, dajmo eno aplavz, ja. Ok, zdaj bomo pa na vas glas na 3-4 rekli drugi, prav? 3-4! Drugi! Prostor, poklic in morilsko orožje. Dajmo en velik aplavz, ja. Ok, poklic. To je bil prostor. Ja, hvala. In pa morilsko orožje. Dajmo en velik aplavz. Ok,
in še na 3-4 bomo zaklicali zadnji in dajte velik aplavz, ko bo prišel na oder. Tako da 3-4. Zadnji! Prostor poklici in morilsko orožje. Dajmo en velik aplavz! Spite si gor, zdaj, ki si ga prestopal, Ivana, pa drugi. Okej, zdaj bomo najprej počali Julie. Ne, Julie, kaj sem? Ne, ko smo tako po vrsti. Aja, okej, lahko tako, ja. Okej, Julie, zdaj najprej povej, ti si bila prva, ki si ugibala. A ste se tudi zmatrali? Ja. Prostor, poklic morilsko orožje, kaj je bil prostor? Ja, prostor je bil ta radbija, pač igrišče. Radbija igrišče, dajte en velik aplavz! Kaj je bil poklic? Vojak. Dajte še en velik aplavz, poklic, vojak! In kaj je bilo tretje morilsko Ja, orožje? morilsko orožje je bilo un, ki so včasih imeli te za film, un. Včasih. Ja, no, ja. Projektor? Ja, to je. Okej, dajmo en velik aplavz, ja! Super, Mira. Prostor, poklic morilsko orožje, povej, kaj je bil prostor. Ne, samo rugby, ne, olimpijski stadion. Olimpijski stadion, dajmo en velik aplavz! Kaj je druga stvar? Druga stvar je bil vojak, ampak ta pehota. Pehotnik, dajmo en velik aplavz, bravo! In pa še zadnja stvar, morilsko orožje. Kokice. Okej, super! Lejla, če se da ti razkriješ, kaj je bilo, kaj je bil prostor? Ja, isto ta igrišče za rugby. Aha, Poklic je bil vojak. aha. Morilsko orožje pa hrana. Okej, super, bravo, dajmo en aplavz! Zdaj pa še malo razkril, kaj je bilo v resnici. Tale prostor je bil drugač igrišče za bejzbol. Ja. To je skoraj olimpijska. Poklic je bil astronaut. Tale za morilsko orožje je bil pa projektor, sam ne stor. Pač ta je tak normalen. To je normalen projektor, ne? Kaj to je, velik aplavz? Ne, aplavz, poklon! Še zadnja tovrstna disciplina take vrste, no, čustveni virus, zdaj vabim še Uršula in Aceta. Evo, da se vsak dvakrat pokaže. In pa, ne, zdaj ste končno videli Marka, ni to namišljen prijatelj, s katerim se pogovarjam že cel večer. In vabim Marka in pa Jureta, ki sta oba tukaj, se pravi člana vaške scene, da zaigrata z našima podmladkoma. Igrali bojo čustveni virus, kjer imata seveda Uršula in Ace vodilno vlogo. Gre pa za disciplino, da imajo oni nek žur, nekdo praznuje nekaj in začne v nekem nevtralnem počutju, se pripravlja. Nato pride prva oseba na ta žur, ki s seboj prinese neko čustvo. In sta oba tako razpoložena. Nato pride tretja oseba, ki prinese novo čustvo, vsi trije so v tem čustvu. Na koncu pride zadnja oseba, ki spet prinese tretje čustvo in potem odhajajo v obratnem vrstnem redu. Se pravi, če je na primer Jure zadnji prišel, ko on odide, če ste bili prej veseli, ste spet veseli in tako nazaj, vse razumete. Kdo izmed vaju bi začel?
Nace, prav, pogumen, evo. Dajmo Nace tu določiti, kaj on praznuje. Pa ne bo nekaj mogoče ne čist najbolj običajnega za praznovati. Naučil se je šteti do 10? Naučil se je jesti sladoled. Začetek šole. Začetek šole, a? Ti praznuješ začetek šole. Ok, pa da vidimo, kdo se bo odzval na tvoj žur. Zdaj pa vabim še vas 3, da stopite malo naprej. Dajmo določiti eno čustvo Uršoli, vi se pa sami zmenite za vrstni red. Zamišljenost. Ti si zamišljena, ok? Ti prineseš s seboj zamišljenost, a dajmo eno čustvo Juretu. Piflarstvo! Se to razveja? To je sicer bolj lastnost, ampak je absolutno zbuja občutke. In še lastnost ali čustvo Marku. Veselje. Veselje. Tako, da bo, da se pravi odpre. Lahko je neumno veselje. Ta zabava že sama po sebi dovolj neumna. No, skratka, to je naš žur. Vi se zmenite, kako boste hodili gor, greste tja ob strani. Nace pa začne svoj žur za začetek šole. Dajmo en aplavz. Naredil sem šolo! Naredil sem začetek šole! Jutri bomo... Hej, Nace, slišal sem, da si naredil začetek šole! Spust me noter! Kje so čipsi, kje so kokice? V šoli. V šoli? Ne se veda, kje pa drugje? Daj gremo, jaz sem kar napravil za v šolo. Se lahko kar v tebe napravim. A jaz se lahko tvojo maro uporabim, a ne? Si kaj vesel? Jaz sem čisto euforičen. Daj pokaž malo, da vidim, da se lahko z mano zabaviš tukaj jaz. Ja. Yes! Yes! Me čakam, da vidim, kdo je. Dobar dan. Sem slišal oddaleč, da proslavljate začetek šole. Ja, njih nalogo pišemo, jaz sem zdaj začel pisati. Jaz imam že narejeno. Kaj pa ti? Imaš ti že narejeno? Ja, seveda. Kako je fajn imeti vse sprot narejen, da se ti nič ne nalaga, da vse znaš na pamet. Tako svoboden se počutiš. Se strinjam, ja. Kaj pa si ti tako? Sta isto oblečena? Ja, sej ta uniformirana šola. Ja, jaz imam pa kar Jaz imam eno tako pekle, da mi piše kot pridem. Jaz mislim, da bi si tudi jaz zaslužil tako uniformo. Imate še kakšno? Ja. Pa Naca jih tala. Ja. A, mi dar? Ja, to pa je zdaj to? Jaz sem pa prevlekel, ja. Slišala sem, da proslavljaš začetek šole. Sam res proslavljamo začetek šole. Marija. To pa je nekaj. Če se šola enkrat začne, se verjetno tudi nehala. A bo takrat imeli komemoracijo? A boš ti kaj organiziral konec šole? Mene to malo skrbi. A boš? Kaj, večkrat ne skrbi, ampak vse me kar fejs skrbi. Veš, takole včasih, ko pomislim, ko se šola začne pa konča, da se tudi mi pač staramo. Ja. Tudi mi se rodimo, pa tudi mi umremo, a ne? Zaključujete? Jena, adijo. Še dobro, da je šla, mene je prav malo stisnilo pri srcu. Kmalu bo šola, jaz moram še nalogo narediti še za prejšnji let. Jaz imam že vse sproti, imam pa ogromno matematike za ponoviti. Tako da, fanta, hvala za vabilo, se bom poslovil. A ne, pa leta si več kot. Smo le urejeni učenci. Živjo! Yes, šuje! Sama sva zdaj. Zdaj pa lahko delava, kako se praznuje začetek šole? A greva v ropat šolo. Ja, kaj pa drugega, dajva! Vojna gosta, evo, izvolite se.
rekle nekih disciplin, takšne in drugačne stvari smo pač probavali, se spoznavali, namen je bil, da trenirajo malo domišljijo, se urijo v pripovedovanju zgodbe in tako naprej, ampak bi zaključili še z eno skupno disciplino, to je presenečenje za otroke, nisem vam povedala, ampak imamo še dovolj časa in da bojo zdaj videli gledalci, kaj je res improvizacija, vas vabam vse še na oder za zadnjo disciplino, ki se reče neznani predmet. Vas bom vse spomnila, kar pridite gor. Tlejo se lahko date ob stran, lahko se date pol na pol. Evo, zdaj se boste spomnili, neznani predmet, tukaj imamo en predmet, ki je ročaj od lambarja, nekaj tasga. Vi pa ga uporabite kot karkoli drugega, kot to, kar je. Se pravi, lahko je karkoli, na kar vas spomne po obliki, funkciji in tako naprej, razen da je ročaj. Igralci se bojo menjali z tem, da vzkliknejo stop, ko ima nekdo idejo, gre gor, odigra nekaj sekund, ko da nam je jasno in že lahko nadaljuje naslednji. Evo, dajmo še zadnji spodbudni aplavz. A lahko govorim? Ja, prosim! Malo mi je prevelik. In ko ima naslednji idejo, lahko kar reče stop. Takole. Stoj. Super. Pridi vam. Ko sem vesel, imam nove slušalke. Tako dolgo sem čakal. No, da gremo porukovati. Stop. kakšen lep friz bi si dobil. Kje pa je? Takoj pet na klač, ne te vržem čez kilo. Desko! Kaj reče stop? Dajmo in stop. Stop. Kako pa tole ogrlico? Ja, Stop. A bi prav ta pas? Ne. Dajmo še kakšno idejo? Še zadnja. Stop! Kar. Okej. Koliko sem težka. Stop! Vroč? Stop! Super. Stop! Stop! Dobri spaghetti, ja. Evo, še zadnja. Takole. Aha. Okej. Ja. Ja, slikal me je. Čakaj, sem že hotel. A ja! Oink, oink! Pa kje si ti tam miši? Vejči sem! Vejči! Nate! Bravo. Zabavali, presenetili, navdušili, sploh tiste, ki ste jih spravili na svet in dosem. Jaz se vam zahvaljujem za zaupanje, za prevažanje njih sem in tja na vaje in tako naprej. In za to priložnost upam, da se bomo še kaj videli, še kaj sodelovalo. Dobar dan, Mark, živijo. Kaj zdaj, moram še kaj povedati. Ne, Eva sem rekla, Mark, prid na oder. Čestitam vam.
po potovanju, no, včasih je vskočil na mest mene in vsakič, ko sem prišla, je bilo najprej na mest Živ, je bilo, kje pa je Mark? Tako da očitno so se tudi z njim imeli fajn. Evo, zdaj pa to je to, ne? Ja. Hvala lepa. Hvala. Meni je bila to super izkušnja, no, jaz upam, da otrokom tudi ko vam je bilo. Dobro, ne? Kaj pa gledalcem?